Ne potenciraj, pretiravaj ne, samo pri matematiki lahko se to počne. A na 3 je a na a krat a, a na nič vrednost 1 imam. Računati s potencami sploh ni težko, samo zapolniti si moraš kakšno bližnjico. Ker če normalno računaš, števila grozna so, s potencami pa vedno dosti hitreje bo šlo. Ne potenciraj, pretiravaj ne, samo pri matematiki lahko se to počne. A na 3 je a na a krat a na nič vrednost 1 imam. Vsaka potenca zapiše se tako. Osnova na neko stopnjo, ki za začetek celo število naj bo. Če stopnja je 1, potenca a na 1 je, to je ravno toliko, kot če samo a zapiše se. Ne potenciraj, pretiravaj ne, samo pri matematiki lahko se to počne. A na 1, to je točno a na nič vrednost 1 imam. Kako 2 potenci zmnožita se? To vprašanje zelo pametno je. Če osnovi sta isti, potem velja, da potenci a na n krat a na m zmnožita se tako, da osnovo prepišemo, stopnji pa seštejemo. Ne paničari, potenciraj le, saj ni tako težko, le mal zvadi treba je. Če a na 3 z a na 4 pomnožiš, a na 7 hitro dobiš. Kako pa potenci delita se? Tudi to dobro zapomniti je. Če v osnovi sta isti, potem velja, da potenci a na n deljeno z a na m se delita tako, da osnovo prepišemo, stopnji pa odštejemo. Kadar deliš, v resnici ne deliš, osnovo prepišeš, stopnjo z odštevanjem dobiš. A na 5 deljeno z a na 2, to potenco a na 3 nam dam. Kaj pa, če v osnovi različni sta? Se tudi potem kaj poenostaviti da? Če stopnji sta enaki, čisto enostavno je. Števili zdeliš, stopnjo pa čisto na miru pustiš. A na n deljeno z b na n, isti n prepišeš in a deli z b. 8 na 3 deljeno z 2 na 3, 4 na 3, količnik se glasi. Tudi množi lahko se tako, kadar stopnje enake so. Števila med sabo normalno zmnožiš, skoraj pa stopnjo pri miru pustiš. Ne paničari, potenciraj le, saj ni tako težko, le mal zvadi treba je. 5 na 5 krat 2 na 5, 5, ko prepišeš, produkt pa je 10. Kaj pa, če potenco potenciramo? Potem število zelo ogromno mi zapišemo. Recimo 7 na 5 in potem še to na 3. Iz tega več kot 4 bilijone se dobi, a s potencami zapiše to dosti lažje se. Osnovo prepišeš, stopnje pa zmnožijo se. Nikar ne računaj, potenciraj le, zapis je bolj pregleden in dosti krajše je. 7 na 5 in potem na 3, 7 na 15 zapišemo mi. Toda zakaj je 1 a na nič? To hitro pokažeš, če a na n z a na n deliš. Osnova je ista, zato prepiše se. Stopnji pa seveda pri deljenju odštejeta se. A na n deljeno z a na n kot a na nič zapišemo lahko. Ker pa tudi stopnji enaki sta,
se še drugače poračunati količnik tada. Stopnjo prepišem, števili zdelim in že 1 na n dobim. 1 na karkoli, vedno 1 je, kar pretiravaj, povečaj stopnjo še. 1 na 2000, točno 1 je, in tudi 1 na n, enači z 1 sem. A na nič je enako 1 na n, kar pomeni, da karkoli na nič odslej z 1 enačimo. Če pa a na minus 1 zapišemo, obratno vrednost a pričaramo. A na minus 1 je 1 deljeno z a, kar za obratno vrednost števila a velja. Ne paničari, potenciraj le, a na minus 1 obratna vrednost je, a na nič vedno 1 še. 1 na n, tudi 1 je. Tudi posebne potence so. Ko dajemo na 2, v resnici kvadriramo. So kvadrati števil uporabni zelo, zato celo na pamet jih znamo lepo. Če števila z nič končajo se, pri kvadriranju te ničle podvojijo se. Če pa število decimalno število je, tudi decimalke podvojijo se. Spretno kvadriraj, uporabno je, nauči se kvadratov, to pogosto rabi se. 11 na kvadrat je 11 na 2, 9 pa za kvadrat števila 3 velja. Koreni pa kvadratu ravno kontra so. Koren števila a bo število b, če je število a ravno b na 2. Ne pretiravaj, potenciraj le, pri tem se ustavim, se nauči bližnjice. Samo en problem, tukaj je še. Bližnjic je veliko, kako si zapolniti vsem. Ko bil si majhen, najprej si sešteval. Malo zatem odštevaš že ti. Potem najprej množiš in kmalu že deliš, za konec pa potence učiš. Za potenciranja pravila zapolnimo si tako, da en korak nazaj se postaviš vedno lepo. Ko potence množimo, jih seštevamo. Ko potence delimo, mi odštevamo. Če potenciraš, stopnje množiš in tako vedno pri potencah narediš. Nikar ne računaj, potenciraj le, zapis je bolj pregleden, dosti krajši je. Za konec še s predznakom, poigrajmo se. Kdaj je minus in kdaj plus, zelo pomembno je. Če minus a v oklepaju je in to na sodo potenco daš, potem pozitiven rezultat imaš. Če potenca je enaka, a oklepaja ni, potem ostane minus, saj se s potenciranjem ne izgubi. Če osnovo minus a na liho stopnjo daš, potem oklepaj sploh pomemben ni, saj vedno negativen rezultat sledi. Ne pretiravaj, potenciraj le, zapis je bolj pregleden in dosti krajši je. Mogoče na začetku se to zdi težko, a ko enkrat obvladaš, verjemi, všeč ti bo.